Borza in kripto krvavita, koliko časa še, kako globoki bodo ti popravki in pa kdaj naj vstopim na trg. Na ta vprašanja marsikateri vlagatelj zdaj išče odgovore. Zakaj se dogaja popravek cen navzdol? Razlogov za to je več. Na eni strani imamo geopolitična trenja, ki so prisotna že kar nekaj časa. Zdaj se odpira nova fronta med Iranom in Izraelom, kar dodatno vnaša negotovost na trge. Po drugi strani imamo tudi nespremenjeno obrestno mero Feda, ameriške centralne banke, ki se je odločila na podlagi statistike, da pač to ne spremeni. Potem se pa prejšnji teden bili objavljeni podatki o brezposelnosti, ki pa je narasla, in to je seveda nekako pri vlagateljih dalo občutek, da pa mogoče Fed je zamudil z rezanjem ključnih obrestnih mer. Hkrati se je povečala tudi verjetnost nastanka recesije v ZDA. Poleg tega nekateri tudi pravijo, da je razlog za korekcijo tudi v prenapihnjenih delnicah podjetij, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, in tam vidimo tudi kar precej velike popravke cen navzdol. Indeks VIX, se pravi indeks nihajnosti, volatilnosti, je izredno povišan, kar pomeni, da lahko pričakujemo večje nihanja na borzi. To seveda pri malih vlagateljih vnaša še dodatno negotovost, in če pogledamo indeks strahu in pohlepa, vidimo, da smo v območju strahu oziroma območju ekstremnega strahu. Kaj zdaj storiti v takšnem okolju? Jaz bi rekla, da je fino, da se spomnite sploh, zakaj ste vstopili na borzo, spomnite se svojih naložbenih ciljev in primarno je potrebno ohraniti mirno kri. Dejstvo je, da na borzi se dogajajo korekcije, lahko se zgodi, da tudi pridemo v medvedji trend. Kaj to pomeni? Statistično gledano medvedji trendi trajajo okrog 18 mesecev, in ko smo v medvedjem trendu, ni prijetno. Takrat medved s svojimi šapami tolče po tečajnicah in jih zbija vse nižje navzdol, kar pomeni, da tudi nekako vnaša večjo negotovost, večji pesimizem in seveda marsikdo na tisti točki obupa. Zato še enkrat spomnite se, zakaj ste vstopili na borzo in kakšni so vaši naložbeni cilji. Ne ti, ki zdaj govoriš in si misliš, da ženska nima pojma. Res je, ne vem, kaj se bo zgodilo jutri. Vem pa, kakšna je moja naložbena strategija in kako bom ukrepala zdaj v času teh popravkov. Kaj je zlato pravilo? Investiraš postopoma, ko tečajnice rastejo, in enako izkoristiš popuste, ko tečaji upadajo. Kdaj te popuste izkoristiti? Ja, to je pa zdaj vse stvar tega momenta. Seveda, da loviš dno ali pa vrh, to je igra za norce in le redko, skoraj nihče ne ujame tega vrha oziroma dna. Zato se velja držati tega pravila, da pa kupuješ postopoma. Ja, mogoče, če danes kupiš recimo nek indeks ali pa neko delnico ali pa konec koncev kripto, obstaja možnost, da se bodo tečaji še znižali, zato pa nikoli ne gremo z večjo vsoto denarja v enkratne nakupe. Vem pa, da je psihologija, ko gledaš te tečajnice, ki padajo vse nižje, lahko zelo brutalna, in enostavno marsikdo tega pritiska ne zdrži. Ampak še enkrat, spomnite se, zakaj ste šli na borzo, spomnite se, kako ste se počutili, ko ste bili pohlepni, in spomnite in zapomnite se ta občutek, kako se počutite, ko prevladuje pesimizem, ko vas je strah, ko ne veste, kaj bo jutri. To so dragocene izkušnje, ki v bistvu je pomembno, da vsi investitorji to doživimo.